Našega gosta tokrat prihajate iz Ljubljane. Dobrodošel, to je Jože Bavcon, direktor, vodja, ravnatelj vse botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, je tako, in sodelavka, strokovna sodelavka, znanstvena raziskovalna sodelavka magistrica Blanka Ravne. Dobrodošel. Danes je en tak poseben dan, namreč dopoldne sem preživela v Zagrebu, kjer smo se pogovarjali oziroma skušali promovirati in predstavljati pobudo, ki jo je dal ICOM-SI, se pravi ICOM Severovzhodne Evrope, za razglasitev današnjega dne za dan nesnovne kulturne dediščine. Namreč 17. oktobra 2003 je UNESCO sprejel konvencijo za varovanje nesnovne kulturne dediščine, ki smo jo mi potem seveda ratificirali, že sprejeli leta 2004, ratificirali, kako se že reče, pa leta 2008. Zakaj to govorim? Zato, ker se je prav, da tudi tukaj upozorimo na to, kajti tukaj nas čaka, je dediščina v različnih oblikah, pa hkrati seveda tudi tisto, kar je bilo danes večkrat izrečeno, da mogoče ne moramo spremeniti preteklosti, mogoče nam težje gre pri spreminjanju sedanjosti, zagotovo pa lahko močno s tem, kar delamo danes, vplivamo na prihodnost. In mi pač nekako verjamemo, da lahko tudi s tem, kar mi počnemo v muzeju, z vsemi sodelovanji, dobro in odlično vplivamo na prihodnost in da ta dediščina, vse to, kar sta naša gosta raziskovala pri nas, nam daje tudi določene poti za naprej. Namreč pri nas sta preživela kar nekaj časa, oziroma sta si to nalogo, oziroma to prošnjo, ki smo jo posredovali že lansko leto, sta vzela zelo resno in smo jim zelo hvaležni, kajti verjamem, da v Sloveniji ni boljših strokovnjakov za to. Sta izjemno aktivna na številnih področjih in če ste brali sobotno prilogo, ste prebrali tudi članek o slavnem polihistoriju Humboldtu, ki je praznoval 250-letnico rojstva. No, Mirka Irena me je izjemno lepo opozorila, da je tudi naš rojak, akademik profesor dr. Jože Toporišič, bil Humboldtov štipendist, to se pravi, da se je lahko šolal in njemu smo pa posvetili, zdaj bo skoraj teden že nazaj, prejšnji petek tudi v tem auditoriju na njegov rojstni dan, star bi bo 95 let, letos je tako, 1924 je rojen. Tako da na ključi ni, vedno se nekako povezujemo in res hvala, da ste opravili to veliko delo z veseljem oziroma s pričakovanjem. Zdaj bom sedla in vam predajam ta naš okrogli auditorij oziroma ta naš oder. Hvala. Ustanovljen kot domovinske flore, se pravi, da bi namreč to rastlinstvo, ki je tukaj propagiral doma in v svetu in tudi, bom rekel, ta dvorana, ki je tukaj viteška, največja verjetno v Sloveniji, tako poslikara, so kar malo zmerali 1800 kvadratnih metrov površine poslikane. V bistvu slavi, bom rekel, domač Slovenca, ki je to delal, kar je pomembno, ker mi smo ponovati zmeraj tako, da smo radi malo slabci in pol druge slavimo svojih, pa ne. Pomembno je, da pa pač te ljudi, ki so bili tukaj ne nazadnje, ki obnežini imate, ker polno takih ljudi od Valvazorja, pa recimo Dalmatina, ki Biblijo prevajal 1583, pa recimo Valvazor, ki potem to ikonoteko, recimo tam 1684 izdal v bistvu knjiga, ki je, bom rekel, pojem in prav zaradi tega je izdal, da bi pač to rastlinstvo tukaj prikazal v srednji Evropi. No, in zato je bil ta izziv čist vsem tem povezan, kar je, in je bil izziv res velik in so potem poskušala nekaj tlevan dobiti, kar se je pač dobiti dalo. Zdaj, mogoče malo dvorana pač nekako vseglo ta baročni stil, čeprav za slikarja, ki je to delal, ni bil še čist tako povsem vezan v barok, ampak mogoče malo za osvežitev po romantiki, gotiki in renesansi, ki v bistvu spet slavila
bom rekel, naravo, ki se dotika, bom rekel, starega veka, tega klasicizma, je potem to zajadralo malo take, bom rekel, malo groteskne podobe, ta manierizm, ki je nekjer, bom rekel, tak zelo groteskni, tudi tukaj je ena taka podoba zemlja rimskega vrta. In potem ni bilo čudno, da se je barok tam 1600, ko je Caravaggio začel v bistvu nekako na novo slikati, začel malo drugače ozirati, se pravi, zopet lepe podobe, take, bom rekel, včasih tudi malo zaobljene podobe, figure, ki so bile nekje v prvem planu, svetloba je bila zelo pomembna, ne? To je bilo tisto, kar je bilo, pa seveda tudi ena iluzija, ki je bila včasih v odzadaj, pa še marsikaj tega, sprav nekakšen tak hiter oris tega stila, ki je bil, ki se je na slovenskem rekel, kar dosti dobro uveljavil, saj so tudi tisto, kar je bilo prej običajno preslikali. Pa gremo k avtorju tega dela, Radovljičan je bil, že njegov oče, Jurij je bil slikar, 7 otrok je bilo, prvi bil Karl Frančišek, Remp, P je tudi pisano različne izvedbe, so tudi letnice, boste videli, da so različne, tudi zadnjo kje imam leto 1675 zapisano, pa sem videl, da imate, da je tudi 75, pač zagotoviti, kjera letnica je, recimo, da je prava, večinoma se recimo 1674 dobi, ampak nič nujno, te letnice se včasih malo spremenijo, treba bi bilo verjetno v kakšne krstne knjige pogledati, če obstajajo. Je pa relativno hitro umrl, ker njegov oče 1648 ga rojen. Jurij Remp je v bistvu 2 leti pred sinom 1716 umrl, recimo. Sin je pa zelo hitro umrl, vendar je bil zelo delaven, ker če si predstavljate, da je imel tako dvorano praktično v enem letu 1702 do 1703 poslikal, pa to danes ne bi naredil v 20 letih, recimo, če se tako malo predstavljajo. Zdaj ne bi študiral, recimo, tudi v Benetkah v Rimu. Seveda, naročnik te dvorane je bil, bom rekel, tudi znani, bom rekel, zelo bogat človek, Ignac Atems, in to je bila ena bogata familija. In seveda vsi bogataši so radi imeli tudi dobre mojstre in očitno si izbral dobrega mojstra, ker je potem šel še v Gradec pa na Dunaj in tam slikal, tako da je bil kar pomemben, je pa zanimivo, ravno ko bomo malo si pogledali, kako je recimo te stvari, bom rekel, tudi slikal, kako jih je upodabljal. Zdaj, rečeno je, da je bil kar 3 leta v Italiji, v šolah, so ga dali v šole, ne glede na to, da se najprej pa očet učil, tisto, kar se pač doma naučiš je včasih najbolje, ker v mladosti se v bistvu najbolj zapomneš, potem pa nadgrajuješ. No in dejansko, če bi tle pogledali recimo eno tako to podobo, ki je tukaj na dvorani, en izsek, malo tako bova sva predavanja se zastavila, da bo v teh podobah, ki so tukaj, se vidi recimo en del tle izgledno natančno izdelana. Ta del je pa zelo tisto, kar smo rekli, na iluzija ozadja. Ni tiste natančnosti, kot je, ker tudi dejstvo je, če je hotel tu naslikati v enem letu, potem, če bi vse tako natančno delal, kot to tukaj seveda verjetno ravno ne bi prišel. Ampak vseeno, recimo, že samo to izdelati tako natančno je 1 leto v današnjem času, bom rekel, za naše ljudi, ki so navajeni tako delati, kot so verjetno zelo težavna zadeva. No, ampak v glavnem vidite eno zabrisano podobo po krajini. Pa smo malo tako sprehodili. Zdaj, ko sem mi prišel v to dvorano, je bila zadeva, bom tako malo čisto preprosto povedal, jaz sem nosil kupe knjig, tudi nekaj tega tle vidite, kolegice, da pa še v dvorani, pridem gor, smo pač že prej malo razpravljala, kako to si vse po delih razdelila, je že začela s temi, kako bova to naredila. Kar tiste girlande se bova lotila, se pravi, to je to, če grem malo nazaj, s temi, pa z največjimi detajli začela, se navam kanal prišla, ampak ona je imela pač to prednost, si dvorano lahko še parkrat ogledala, prej sta si sicer dvorano že nekajkrat ogledala, tako, ampak na hiter, ona je pa čas si še to ogledala in seveda je pol ugotovila, kje se bo dalo v bistvu tisto, kar je najbolj izdelano, najhitrej narediti. Zato sem tle zapisala tle 2 metodje, v bistvu, bom rekel, Platon je bil pristaš te metode, v stari Grki,
deduktivne od splošnega, šel k konkretnemu, Aristotelju pa prav nadsproti, šel pa od konkretnega k splošnemu, v bistvu dva taka, Sokrat, Platon, pa potem Aristotel, ki je bil recimo tudi, bom rekel, učitelj Aleksandra Velikega, kako bomo tudi še današnji dan kaj omenjali. Seveda, kako se potem tega lotiti? Vsega, recimo, si ne moreš zapisati, vsega si ne moreš zapomniti, zato je danes fotografiranje, ker je digitalna fotografija zelo enostavna, ne? In so v bistvu vsi potem tole po teh delih razdelila, fotografirala, pa hkrati si tudi pisala v računalnik, sproti tisto, kar se dalo po tistih delih, kot so šla pač dvorano, so se na dele razdelila. Zdaj smo začeli najprej z res, bom rekel, temi detajli, in so vsak del tudi potem z tistimi ozadji tudi opisala in potem seveda tudi fotografirala, da so potem lahko to naprej primerjali. Potem pa seveda različne knjige, različna literatura in pa seveda vse tisto, kar ti ostane botanike noter, ki je moč potem nekje povleči ven in videti, da se kaj takega podobnega tudi kje zgodi. No, zdaj smo pa, bom rekel, v teh različnih kitah, kot jim lahko rečemo tudi po domače, v Irlandah malo sprehajali sem pa tja, pa pogledali, kaj se tam noter da videti. Ti deli, bom rekel, so zelo natančno izdelani. Tudi zanimivo je, da recimo večinoma so te, bom rekel, te pletenice narejene ponovati iz cvetov. Zdaj so pa vse te pletenice večinoma narejene iz plodov. Tudi to je verjetno ena filozofija Athensov, ki so bili bogati, skušali so, bom rekel, nekako to svoje bogatstvo tudi prikazati. Cvet ni zadost, če cvet ni oprašen, ne plodi. In je v bistvu to je bogatstvo. Plodovi so bogatstvo, kar pomeni, da v bistvu si ti velik plodobil in si to lahko prodal in si v bistvu bogatstvo večino. Tako da je to ena filozofija, verjetno tudi v teh Irlandah noter, ker se pač karkoli boste pogledali, so večinoma tukaj plodovi. Ko boste šli kam drugam po svetu, boste videli, so pa večinoma cvetovi v teh, bom rekel, kitah. No, in tle vidite, recimo, kakšne buče, pa recimo kakšne hruške so tukaj noter, pa kakšna limona je tudi noter, pa recimo to je kakšno lahko razpotegnjeno granatno jabolko, ko bomo tudi še videli, ali pa recimo včasih tudi kakšna odprta buča, ampak tle je recimo tale muha, kot ji rečemo, kar je pač podobno plodu jabolki, čeprav nima nič veze z rožnicami, je pač to eden izmed takih delov. No, potem, recimo, imate nekaj tistega iz Sredozemlja. Tle tudi, bom rekel, motivi so zelo različni, tudi potem še kolegica povedala, da eni zadeve so čist sredozemske, bom rekel, arhitektura je povsem sredozemska, pokrajina odzad je pa malo drugačna, bo potem kolegica še o pokrajini. No, in vidite, tle noter je artičoka, tako so rastlina cveti, stara rastlina, recimo v Sredozemlju doma, zelo tudi kot zdravilna rastlina, tudi biblijska rastlina, tako da jaz je pa pač torka, to se pač skisa, bom rekel, skuha od kisa, potem je to v bistvu ti mesnati spodnji listi, ki so dejansko podporni listi, so tisti, ki so potem zanimivi za list. Tukaj v naslednje vidite je limona, tukaj tako vidite, kako izgleda, pa zopet hruške tukaj zravno. Zakaj sem omenjal Aleksandra Velikega? Aristotel je bil seveda njegov mentor. 327 leta je recimo prišel tja do Indije, pred našim štetjem seveda, in je v bistvu citruse že tedaj prinesel dejansko v Evropo. In seveda, mogoče se je potem to vedenje malo izgubilo, ker nekateri trdijo, da je potem šele z odkritjem te poti okrog Afrike, da se zopet v 16. stoletju citruse pripeljala, ampak verjetno so ta del v Mediteranu citrusi kar ostali. No, pa če gremo malo naprej, boste videli, tudi tle noter so taki čist, bom rekel, domači plodovi, od kakšne repe boste našli, recimo jo, tukaj gora, vidite, tle kakšna repa, tle korenje, pa kakšne buče zopet, pa seveda tudi kakšno kutina, jablana, no pa fižol sva tle sem dala, pa še marsikaj se tle noter lahko najde, pa zopet artičoke recimo tle noter, tako da bom rekel, zelo taka pisana druščina teh plodovje, ki se nekako tako navezuje, tukaj recimo so kutine, ki jih tudi recimo tukaj lahko vidimo,
Pa ta del je lahko recimo kakšna buča, lahko je pa tudi še kaj drugega, ne? Ker namreč ta motivika je včasih taka, da se stvari tudi, recimo, lahko bi kdo rekel, da je tudi kakšen povečan česen, tukaj pa verjetno ni ravno povečal zadeve, tako da pri takih stvarih seveda ni 100%, da bi se dalo to 100% reči, ampak bom rekel, malo približne zadeve se pa lahko določi. No, pri teh dveh panih je recimo tukaj bršljana, tudi bršljana recimo v gozdu raste, ta polbožanstva, ki so, in vidite ta bršljan, ki je v bistvu speljan tako v te kite. Te kite recimo z bršljana še dan današnji se dela recimo po cerkvah, ko so kakšne slovesnosti, se recimo dela kite z bršljana. V bistvu stara zadeva, ki izvira že iz antike, se to ni, bom rekel, od zdaj. Vse te zadeve so že iz antike pobirali, se potem ponovno naredili. No, recimo tudi ta del tukaj, tle si lahko predstavljamo, recimo ta del je v bistvu lovorov list, tle imamo lovor. Lovor je bil značilno recimo v Rimu, bom rekel, za razliko od Grčije. Grčija je svoje junake z mirtovnimi venci, recimo slavila, Rimljani so pa z lovorovimi venci, zato tisto na lovorikah se recimo nada spat, seveda krevenice posuši, in tle je recimo lovor narejena, tukaj gor, in tako izgleda rastlina recimo lovorja, ki je ženska moška, tipična sredozemska rastlina, pa seveda v Primorju ni nešto je brez lovorjevega lista, ker pač mora biti, ker je začinka. No, tudi rastline, ki so bile prenešene, recimo to so rastline, ki so bile po odkritju Amerike prišle v Evropo, recimo agave, s katerih se dela marsikaj, recimo tekstil, to so najboljša oblakna tudi za tekstil, recimo iz teh agavinih listov, tudi kakšne recimo napitke se dela, tudi kakšne malo bolj take, bom rekel, alkoholne in vidite je agavo recimo tako tukaj naslikal. No, kakšna oljčna vejca, v kakšnem detajlu, tako izgleda oljka, seveda včasih ni čist zadeva, recimo oljka je bila le za njega, bom rekel, eksotična vrsta, on ni živ v tem okolju, on je bil doma, bom rekel, na Gorenskem, kjer oljke niso rasle, spoznal jih je, ko je šel v Italijo, tako da, recimo, mogoče kakšni detajli čist ne grejo, ampak kljub vsemu je recimo to lahko prepoznamo kot oljko. Namreč, zakaj rečemo oliva, ki se pravilno slovensko reče, mogoče bi profesor Toporišič popravil, ampak na Primorskem noben ne reče oliva, je oljka, tako kot je jabolko pa jabolko enako. To je pač Primorska tudi drugače smatra in dejansko običajno se je smatralo, da tam, kjer je tista rastlina doma, da je tisto izvira. Seveda celinci pa tega čist niso razumeli, so pa naredili oljko pa plot olivo. Tako da sta pač malo dva različna pojma. To bi ste razumeli, zakaj je tako na Primorskem, ko ste šli pa noben, da bo rekel, da je oliva, ampak oljka. No, seveda, plodovi tako, nabrani v košarah, kot jih tukaj vidite, recimo hruške, grozdje, kakšno jabolko, tudi čist taka normalna zadeva. Bom rekel, tudi nekako kar slavi, bom rekel, kot da bi bila to ena taka zahvalna nedelja, ko je v bistvu vse že v teh košarah narejeno, tako približno recimo tukaj noter lahko zgleda. Pa seveda žito, žito je pomenilo bogatstvo, če je dalekina dobra, tisk gospodar ni nič novega, žito je recimo bogatstvo že iz starega Egipta, v bistvu, če faraon ni imel zaloge za toliko let, potem je v bistvu faraon padel. In gospodar je dobro biti toliko dober, da je imel dovolj zaloge. In tle na tej, recimo, kar nekaj tudi boginja plodnosti tle noter, pa vidite, tle je žito, tle gor je žito kar nekaj, kar je recimo tle noter žito, zato sva tle dodala žito zraven. No pa zopet vinska trta, ta vinska trta je tudi zelo stilizirana, včasih bi težko rekel, da je njih čiste prav, ampak je nekako, recimo vitice mu včasih niso šle, če bi tako gledal, ampak to je bila v bistvu iluzija, ni to, da bi bila to, bom rekel, čistaka ilustracija kot je, ampak je iluzija, ki je nekje od zadnje. Ni bilo več to tako izdelan detalj, kot je recimo v girlandi, ki je sprejela. No pa recimo akant, ta akantov list, ki je poznan iz korinskega stebra, tu je v bistvu, bom rekel, rastlina, ki po Balkanu vse povsod raste, je pa hkrati tudi to rastlina, ki pomeni vodo. Tam, kjer so recimo to rastlino videli, so vedeli, da bo tam lahko tudi voda.
In zato je bila to, bom rekel, izredno pomembna rastlina in na Balkanu dobite vse povsod, recimo po Grčiji. Zato tudi ni čudno, da je bila to recimo rastlina, ki je bila v korintskem stilu, ki je bil tak že malo bolj izumetničen in tle noter v tej dvorani je marsikje vidimo, tle smo pač en detajl izločno. No, tle pa že na taka zelo silhuet, ampak če pogledate, da spatifir, recimo škrnico, če bi mu tako rekli po domači, tudi ta recimo vrsta sicer iz Amerike izbira, so pa drugi tisti, ki kot škrnice poznamo kale iz Afrike doma, ne? Ampak je kar recimo tu za rastlino kar dosti dober zadev, seveda lahko si še kaj drugega takrat predstavlja, ampak nekako ta je recimo temu še najbolj podobna, zato smo to rastlino tukaj dodala. Je pa, bom rekel, tukaj že zelo silhueta te rastline. Se pravi, je treba imeti že veliko abstrakcijo, da potem v bistvu prideš do ene rastline. To je v bistvu že čisto abstrahirana rastlina, samo kako nekako nadaljavo zgleda. No, pa, če bi rekel hrast, ki ga je sicer verjetno kar dobro poznal, ampak vidite, ti listi so zelo tako sterilizirani. Nima, je težko reči, recimo, da je to hrast, ampak tle bi pa po teh plodičih, ki so pa tukaj, pa tudi tukaj osenčeni, bi pa to lahko rekli, da je hrast. Tako da nekako ti detajli so zelo različno nekako tukaj noter dodelani, eni so bolj, eni so manj, kot že rečeno, bliže, ko je bolj, ko gre za recimo te vrvi, če rečem okrašene vrvi, girlande, bolj so dodelani, bolj, ko se od teh girland odmikamo, bolj je ta pokrajina oziroma ti detajli potem postajajo taki malo zabrisani. No, zdaj pa predajam besedo kolegici, da še malo pokrajine. Torej, že na začetku je bilo omenjeno, da na nek način pokrajina ni pravzaprav natančno izdelana, to smo že slišali, razlog je lahko bil preprosto ta, da predstavlja ozadje, da ni dal toliko poudarka na tem, kako izgleda rastlinja v ozadju, ampak na nek način, da je dal poudarek predvsem prizorom, ki jih je na nek način naslikal in pa da tistim rastlinam ali pa tistim plodovom, ki naj bi na nek način bili povezani z samim prizorom, zato v takem primeru pokrajina resnično ni toliko dodelana. Zamešanje te kombinacije, da glede na arhitekturo, ki jo je uporabil v ozadju in pa glede recimo na razporeditev rastlinja, je na nek način slikal mediteransko pokrajino in tudi recimo barve, te temne, na nek način nakazujejo mediteransko rastlinje, vendar sama oblika silhuete tega rastlinja pa bolj v bistvu spominjajo na to centralni del, kjer je bil doma, se pravi Slovenije, se pravi ta slovensko podeželje, ne toliko recimo mediteransko. In recimo pri samem bližjem pogledu kakšnih dreves ali pa njihovih silhuet, se na nek način ni dal določiti recimo vrste, zaradi tega, ker je bilo to, bom rekla, zelo na nek način na hitro narisano, pač da je nekako dejal maso drevesa, ne pa toliko, katera drevesna vrsta naj bi bila. Tako kot je že kolega rekel, ni šlo za neko znanstveno ilustracijo, ker je bil poudarek na to, katero drevo je, ampak pač, da je drevo, naslikano in da daje neko podobo ozadju. Tako da recimo tlele se lahko vidi, da je večinoma skoraj vsa drevesa so na nek način narisana na ta način, listi so zelo podobni, razlika je mogoče samo v odtenkih barve, tu pa tam se po kakem drevesu spenja še kakšna lijana ali je samo drevo tako zavito, tako da recimo tudi ni možnosti, da bi se videlo iz zubja dreves, zakaj pravzaprav gre, tako da vrste lahko mnogo. Recimo v samem habitusu ali pa postavitvi v prostor je lahko to mediteransko drevo, kakšen črni hrast, ali naš hrast, ali javor, ali bukov, skratka, lahko bi bilo karkoli. Sva pa nekako seveda sklepala glede na ostale stvari, ozadje, naslikane in pa postavitev stavb oziroma umestitve samih slik prostora, da pa recimo določeni delja, lahko da so kakšne praproti, kakšno grmičevje, kajti ta detajl konkretno in pač naslikan pri vznožju stavbe, kjer je senca, kjer je očitno, da je v nekem senčnem prostoru, nekje v nekem skalovju in lahko bi bilo seveda kakšno grmičevje, ki raste na senčnih mestih, kakšne praproti, na primer. Tako da to bi lahko bilo običajno, ampak to se pravi samo sklepanje. V sami vrsti seveda na podlagi tega ne moremo govoriti. Zelo zanimivo se mi
nama izdelal, ker so v bistvu v celotni poslikavi dvorani naletela pravzaprav, bi lahko rekli, na popoln tujek, kar se rastlin tiče, in sicer tlele pri panji, vidite, je naslikana palma. Kar je v bistvu nenavadno, za poslikavo recimo v tem delu Slovenije, nismo nekje v bližini tropov, seveda v Mediteranu so že bile prisotne palme v tistem času, se pravi, da nekje je moral videti, si na nek način zapomniti silhueto, ampak samo po spominu je tudi narisal, ker v bistvu z botaničnega vidika pa palma ni najbolj pravilno naslikana. Se pravi, po silhueti ni dvoma, da gre za palmo, ampak če pogledamo recimo njeno deblo, nič ne spominja na palmo. Palme imajo ponavadi res ravno, gladko, negrčasto deblo, medtem ko palma, ki jo je naslikal, lahko vidite, da ima grče, je precej debelejša pri proporciji, glede na sam listnati del. Prav tako recimo koreninski sistem je bolj narisal kot pri običajnih drevesih, kaj jih poznamo, se pravi bokaličnica, potem ko palma pri dnu takšnega koreničnika nima. Tako da v bistvu je bolj nekak hibrid med pravo palmo in pa našimi drevesi, pač vedo, kako drevesa izgledajo pri nas, zapomnim si jo pa recimo samo silhuete palme. Enako recimo pri listih, na nek način je narisal veje in potem pač te prakaste liste, v resnici pa je to pravzaprav en list pri palmi. To, kar pa zgleda kot veja, ni veja, ampak se imenuje arahis, tako da recimo ni bilo prav dejansko detaljno naslikano, ampak kljub temu, silhueta je tista, ki pa recimo kaže nedvomno, da je na sliki palma. Nedvomno lahko tudi rečemo, glede na stavbe in pa pokrajino, ki jo je naslikal, da je uporabil mediteranske elemente in sicer ciprese. Ciprese imajo tudi na nek način zelo tako tipično silhueto, tudi po barvi, so temne, imajo tudi zgoščeno strukturo svojega listov, vejc. Seveda v primeru, recimo, če bi bila ne tako gosta struktura, bi lahko šlo tudi za topol, vendar topoli imajo v bistvu bolj redke veje, njihova krošnja bolj presvetljena, tako da tudi recimo temnina listov, barva ni značilna za topol. Topol malo bolj svetlejša, tako da lahko tudi tukaj rečemo, da v bistvu nedvomno gre za cipreso. Po sami silhueti in pa glede na to, kje naj bi bila v bistvu ta rastlina, drevesna vrsta umeščena v prostor. Tudi drug tak zelo zanimiv detajl, ki ga je uporabil, ki sva ga opazila, pa je macesen. Macesen pravzaprav glede na ostali del poslikane dvorane, ker je v bistvu res bolj uporabljeni element, recimo mediterana, grško-rimska ta arhitektura, nekako macesen in pa na eni strani palma, v bistvu sploh ne bi pasala v skupni kontekst, ampak stvar je takšna, da pravzaprav je to zopet en element, ki ga je poznal iz svojega okolja, vrsto, ki ga je poznal iz svojega okolja in ko se bomo tudi šli pogledati v dvorano, boste videli, da je tudi cel tisti del v tej okenski niši v bistvu naslikano skalovje, neke vrste predarskih sed in se je spomnil oziroma je poznal, to je bilo domače, da je pač macesen iz teh predelov v Sloveniji in ga je tudi vnesel v samo poslikavo. Je pa lahko, da z vidika prepoznavanja rastline skoraj nedvomno, da gre za macesen, ker recimo opazno je, da je iglavc, to je jasno vidno, in pa tule, ko imamo pač prikazane žive rastline, se vidi, da značilnost macesna je, da pač so veje zelo redke, zelo presvetljena v bistvu, presvetljeno drevo je, in tudi včasih v bistvu ima tako neenakomerno dolge veje, enako značilnost za macesen in tega te silhuete se očitno dobro spomnil, jo je poznal in jo je zato potem tudi vnesel v samo poslikavo. V enem izmed okenskih niš so opazila tudi ovijavko, ki se vzpenja in glede na neko strukturo in potem krošnjo bi lahko šlo za glicinijo,
Seveda je to delno špekulacija, zaradi ker nimamo cvetov in slikanih, da bi lahko sodili, ali res gre za njo ali ne. Ampak nekako v bistvu je posilhuet in recimo debelini, sama glicinja ponavadi res naredi kar močno deblo, je res takšna konkretna ovijalka, ki je nekoliko manj značilno za naše vrste, oziroma vršlan sicer tudi lahko precej debeli, ampak strukturo razrasti nima takšno, vršlan se recimo včasih kar v ravni poti usmerja po deblu drevesa, nima takšnega načina konkretnega uvijanja, recimo kot glicinja, in pa recimo, da bi naredil maso šele na vrhu, med tega glicinja pa navadi res to maso zelenja, lahko bi rekli nekaj vrste krošnjo, dela pri vrhu, kjer je dovolj svetlobe, spodaj pa večinoma ogoli. Le tu in tam kakšna veja v bistvu izrašča in glede na to, da je del svojega življenja preživel v Mediteranu, glicina je bila takrat že poznana, so uporabljali za zasaditve, za različne pergole, za olepševanje, bi lahko tudi na podlagi tega sklepali, da je recimo šlo morda tudi za glicinjo. Ker pri nas objavke, ki bi se na ta način razraščala, nekako ni poznana. No, potem še takšni detajli iz pokrajine, kot sem že omenila, vsaj pri tistih delih, kjer predstavljajo neke senčne dele območja, smo opazili tudi zelo tako preprosto zrisane rastline v obliki listov. No in recimo lahko bi šlo za praproti, če gre za senčna območja in tam, kjer je slika o rastlinje ob vodi, kjer je dosti vlage, so seveda prisotne praproti, no in ena s takšnimi res enostavnimi, podolgastimi listi, recimo je njeno jezika, in je tu takšna klasična praprotnica, ki jo najdemo pravzaprav v Sloveniji, v senčnih delih, ki je ob vodah, na glavi, tako da je prisotna in je verjetno tudi videla v naravi. No, tule pravzaprav gre še za eno špekulacijo, ampak vsem ideja, zakaj pa ne. Zopet sama arhitektura nakazuje nekje na neko mediteransko pokrajino, na neko zidovje, postelo zidovje, ki pa je vsaj v mediteranskem delu pogosto tudi poračena s tole rastlino, to je kapra. In recimo, če se sprehodite grejo v piranskem obzidju, oziroma tam pri Cerkvici, boste videli, da taki lepi koški oziroma skupski kapre tudi padajo, se prevešajo čez to zidovje. Sama rastlina na nek način obožuje takšna sončna kamnita mesta, zidovje, skalovje in seveda izvira iz Mediterana in na ta način bi lahko morda tudi bila kapra mišljena na kakšnem obzidju. Seveda ni se ukvarjal s podrobnostmi, lahko seveda možno tudi kaj drugega, ampak recimo zgolj nekakšna ideja, da bi pa lahko bila tudi kapra na temle obzidju. Je bila pa tudi takrat že poznana, se pravi, ker je iz tega območja razširjena, tako da ni nekaj takšnega, da ne bi mogoče kdaj zasledil, ko je bil v Italiji. No in če se še nekako sem se potem lotila tudi posameznih prizorov, ki so kako vsebovali dele rastlin. No in ko bomo šli v dvorano, mogoče že sami poznate, prizor z Evropo, z ugrabljeno Evropo, ki jo je ugrabil Zeus v podobi bika in jo preko vode vodi na oddaljeno mesto, kjer jo potem tudi pusti. No in vse povsodi, pravzaprav, kjer so tudi nekako iskala po literaturi te prizore z Evropo, ima bik okrog vratu girlango iz cvetja in tudi Evropa sama ima ponavadi venček iz cvetja, kajti po sami bajki naj bi Evropa z deklicami na travniku nabirala cvetlice, ko se je pač Zeus preobrazil v bika in približal in jo potem tudi zapeljal ter ugrabil. No in nekako ta girlanda nam je tudi predstavljala en takšen izziv, kaj bi torej lahko videli za eno cvetje. To recimo tlele na začetku je prav nekako očitno bije v luči lilija,
In glede na to, da med takrat poznanimi, nekako najbolj znanimi že iz antike, je dal Alojzijeva lilija, se pravi Lilium candidum. In sicer Lilium candidum naj bi bila že približno vsaj 3000 let gojena rastlinska vrsta. Jo poznajo recimo za gojenje v vrtovih, za olepšanje, v hortikulturi. No in naj bi jo celo že našli v enem izmed minojskih templov na Knossosu, pri čemer je zanimivo prav to, da Evropa naj bi bila mati Minosu. Minojska kultura se je razvila v bistvu na podlagi kralja in na nek način mogoče, da je celo vnesel lilijo, lahko da je vnesel v girlando zaradi tega, ker je bila poznana tudi pri nas, pa samo krščanstvo je potem Alojzijevo lilijo preneslo na Marijo in pa sama Alojzijeva lilija pomeni čistost, nedolžnost, deviškost. Lahko pa, da se je mogoče tudi poigral samo mitološkostjo, da jo je dejansko uporabil kot element minojske kulture. In jo vnesel torej v samo girlando, ki na nek način povezuje torej Evropo z Minosom, lilijo so tudi našli, že v minojski. Je bila menda zelo pogosto upodobljena rastlina. No, potem tlele lahko opazimo nage, verjetno glede na gostoto cvetov oziroma cvetnih lističev v cvetu bi lahko šlo to preprosto za naš gorenjski nagelj. Tudi gorenjski nagelj je na našem ozemlju že dolgo poznan, se pravi ni nova rastlinska vrsta, tako da včasih celo ljudje radi rečejo, da je to avtohtona rastlina, vendar ni, gorenjski nagelj ni naša avtohtona rastlina, ampak je že tako dolgo v vzgoji, v kulturi prisotna, da smo jo dejansko nekako ljudje posvojili in ne nazadnje zagotovo ga je poznala. Sploh, če je bil iz Radovljice, verjetno je vedel za gorenjski nagelj. Hkrati pa zopet ena zanimivost v povezavi z mitologijo. Nageljni imajo rodovno latinsko ime dianthus in izvira iz besede dios, bog, in v povezavi konkretno z Zeusom. Se pravi, dios je bil mišljen Zeus, dianthus, se pravi božja rastlina. In glede na to, da smo že omenili, da je Zeus ugrabil Evropo, ki se lahko morda tudi poigral na ta način. Bodi si, da je vzel element, ki ga je poznal, bodi si, da je priročno vključil dianthus tudi v to mitologijo ugrabitve Evrope. No in potem tlele, zelo pogosto, v bistvu v vseh teh cvetnih girlandah in pa venčkih je upodobljen tulipan. Na nek način, tudi ko so nekako listala po literaturi, je tulipan izredno pogosto upodobljen v različnih cvetnih girlandah. Celo ta vrsta, ki ima nekoliko malce nakodrane robove, tudi ta plesirana barva, malo pisana, bom rekla točno tisti enobarvni, se pravi, te vrste tulipanov so bile prisotne že takrat. Se pravi, mogoče danes mislimo, da so sorte, ampak so bile prisotne že takrat. In pa sam tulipan na nek način prihaja torej iz Turčije, vse iz balkanskega dela, nekako preko Dunaja, kamor ga je prenesel Kluzijo, vse do Nizozemske, kjer so ga nekako kar ugrabili in seveda pričeli nam vsem poznano proizvodnjo tulipanov. Pri čemer pa tulipan konkretno simbolizira popolno ljubezen, ker vsaj v tej simboliki naj bi tulipan ni preveč bahal, ni premanj lep, tako nekaj vmes in to naj bi simboliziralo res popolno ljubezen. Zdaj, bom rekla, če je bilo to tukaj mišljeno na enak način, ne vemo, glede na to, da gre za ugrabitev Evrope, mogoče ne najbolj oboje stransko sporazumno ljubezen, ampak mogoče pa vse ne videl v tem, recimo, da je pa na nek način vse simbol ljubezni. No in če še nadaljujemo po isti girlandi nekoliko navzgor, ena izmed takšnih rastlinic cvetov, tlele, oranžne, bi lahko bila Ranunculus asiaticus,
Tudi ta vrsta konkretno je že dolgo znana v kulturi, tudi ti tako imenovani hibridi, to pravzaprav ni več izvorna vrsta, izvorne vrste imajo enojno cvetno odevaro, ampak to so že velikokrat skrižane vrste, pri katerih je seveda cvetno odevalo pomnoženo, ampak kljub temu, tudi takšne so bile že prisotne takrat, ko je v tem času, ko je sam slikal dvorano, tako da ni bilo nič novega. Medtem, ko recimo ena takšna zelo zagonetko nam je pa predstavljala tale cvet in sicer, takoj ko sem videla ta cvet, sem si v glavi, po svojem spominu rastlin, sem si mislila, pa to sem že nekje videla. Se pravi, to mi je tako znano. Je pa zanimivo toliko, da vsaj pri rastlinah cvetov s 4 cvetnimi listi ni veliko. Tako da bom rekla, nekako imamo eno rastlinsko skupino, ki je značilna, da ima 4 cvetne liste, to so križnice, vendar cvet nikako ni podoben križnicama. Je popolnoma drugačen, tako da pri brskanju po literaturi nekako niso prišla do nekih takšnih res konkretnih zaključkov velikih cvetov s 4 listi. No in na kaj se nekako pomislim, da kaj pa če ni morda sirinko oziroma po domače španski brzeg. Tle vidite cveta španskega brzga, sicer so cvetovi pri španskem brzgu združeni v takšne grozde, ampak če si nekako pogledamo silhueto, je zelo podobna temu. In glede na to, da pač vseh stvari ni slikal v proporcih, da bi tudi recimo posamezni cvetovi med seboj res v nekakšnih razmerih, gre nekako za cvetno girlando in tudi pri, bom rekla, pomoči z ostalo literaturo, velikrat cvetovi niso slikani med seboj v proporcih. So recimo rastline, ki imajo mnogo manjše cvetove od recimo drugih, so vse slikanje približno v enakem proporcih. Se mu je zelo zanimiv, hkrati pa tudi ima neko simboliko, ker sam cvet, mitologija, konkretno s siringo je povezana z panom. Pane smo videli naslikane v dvorani, so kot nek element. Kaj ti latinsko ime španskega brzga je siringa, rodovno se imenuje siringa, in po mitologiji naj bi bila siringa gozdna nimfa, ki se je skrivala pred panom, pan jo je pač zasledoval, se je zaljubil vanjo in ker se je skrivala pred njim, se je preobrazila v grm, v cvetoč grm z omamnim vonjem in pan je seveda ni mogel najti, prišel pa do tega cvetočega grma in si odrezal stebla in značilno za siringo je, da ima nekoliko votna stebla in tako si izdelal panovo piščalo. Hkrati je pa tudi siringa kot takšna simbol ljubezni, tudi zvestobe, tako da lahko, da bi recimo uporabil tudi ta element in en takšen cvet tudi vključil recimo v to girlando. No, poleg tega pa v večini teh cvetnih girland opazimo tudi slad, recimo sama struktura cveta ne dvomna, dejansko ni dvoma, da gre za slad, tudi v drugih delih je zelo dobro narisan, ampak enako, če primerjamo recimo proporce s slakom ali pa ranunkulom ali pa recimo z lilijo, proporci pa sploh ne držijo, ker recimo cvetovi slaka so v tej girlandi slikani približno enako veliko kot lilija, ampak sami verjetno, če veste, kako izgleda slak, kako izgleda alojzijeva lilija cvet, dejansko ima slak mnogo manjši, cvet lilija mnogo večjega, zato lahko špekuliramo, da pač ni bilo slikan v pravilnih razmerih, ampak predvsem verjetno za pomeniki simbolike in pa pač girlande kot take, da recimo sovpada. No, še nekaj takšnih, bom rekla, rastlin, ki bi jih lahko razbrali z te girlande, recimo tlele, ki je takšen delček, vejice z drobnimi takšnimi rumenimi gunkicami, no, lahko bi bila recimo akacija, ki jo poznamo, ta primorska z rumenimi cvetovi,
jo je videl, je prisotna v tej mori, tako da mu je bila poznana in lahko bi tudi ta element vnesel vanjo. In pa recimo Sinocalicanthus je sicer malo večja eksotika, ampak vseeno prisotna v Mediteranu. Se pravi, pač to je malo bolj špekulante, ampak lahko bi jo tudi vključil, lahko pa seveda, da gre tudi za kakšno belo vrtnico. Tudi to je možno, ker vrtnice so bile nekako takrat osnovni element risanja teh cvetnih ventov in girland. Tako da lahko bi šlo pa tudi za njo. No, potem je takšen zanimiv prizor s Pozeidonom, kjer se dejansko vidi, da ima sam Pozeidon eno zelenje okrog levi in pa tudi na glavi in dejansko to gre verjetno za morsko travo, ki se tudi imenuje Pozeidonia oceanica. Imate odslede na sliki, je prisotna tudi pri nas v morju, prav ti travniki s Pozeidonijo so zelo pogosti v našem morju in celo zaščitena rastlinska vrsta, kar se morskih tiče. In nedvomno je, da je ena izmed takšnih seveda tudi okrog njegovih ledi in pa same glave, pri čemer pa vsaj venčka, tele deklice, je pa zelo tako, cvetovi so zelo zabrisani, niso tako natančno izdelani, tako da karkoli določene rastlinskih vrst bi bila pa popolnoma čista špekulacija. Lahko pa vse in gre recimo tlele še vedno za kak tulipan, ostalo je pa bolj vprašljivo, kaj je recimo vključil. No, tlele pa lahko vidimo, da to je pa zagotovo kakšne vrtnice, vidite množeno število cvetnih lističev, takrat so že bile prisotne, tako imenovane makovke, ki spominjajo na mak z mnogimi cvetnimi lističi, se pravi, niso bile nič danes niso nič novega, so bile že takrat prisotne in seveda primerne za res cvetne girlande, ki so dajale maso, lepoto, tako da so jih zagotovo seveda tudi slikali. No, potem bomo videli tudi prizor zemlje in torej te diade, ki prihajajo iz dreves, pri čemer pa na nek način, vsaj pisano je, da naj bi prihajale iz hrastovih dreves, vendar vsaj pri analizi teh debel in pa seveda listja je težko trditi, da bi šlo za hrastove drevesa, lahko je karkoli. Ne po ljubju, ne po listih se ne da natančno določiti, tako da lahko bi samo glede na mitološko ozadje sklepali, da gre za hrastova drevesa, vendar dejansko tega pač ni možno reči. No in še en takšen venček pri glasbeniku, enako zopet tulipan, to so absolutno tulipani, malce bolj odprti, malce bolj zaprti in pa lahko da tudi kakšna vrtnica vmes. Nekaj se malo ponavljajo elementa. Značilen vmesni razporek, da lahko tudi opadlo mule, to gre na listu pa tlele, tako da gre skoraj sigurno za breskve, tlele so zopet artičoke, potem buče. Pri določenih bučah, kjer so recimo malo bolj te poglobljene zareze, bi lahko šlo morda tudi za dinje ali melone, ki imajo res specifično izražene te regre, medtem ko tiste, ko so bolj okroglasti, gre pa recimo za nam poznane buče, ker melone in pa dinje so bile bolj na Primorskem, Italiji zagotovo, medtem ko ostale pa recimo tukaj. No, enako vidimo tukaj dva, se pravi, rogova in zopet artičoke, kakšne hruške, limone, se recimo ti elementi ponovijo. No in pa tle na tem delu, tam, kjer so recimo vidna semena, lahko vidimo, da gre verjetno resnično na granatno jabolko s to rožico in pa velikrat očitno risal prerezano, kjer se v bistvu v notranjosti potem vidijo semena. Tako da res razprto, da nekako ni dvomu. In pa opazila sva, da na določenih delih, tudi pri ostalih girlandah, tako so plodovi, ki so nekoliko podaljšani in v takšnih skupkih visijo z girlande, lahko bi šlo za žižule. Gre za primorsko rastlinsko vrsto, poznano že takrat in nenazadnje jo lahko tudi vključil v ta element. No, posebno tak zanimiv detajl predstavlja tudi stopnišče, s
tem opažom, kjer pa so na nek način ti rastlinski motivi bolj stilizirani, še nekako bolj poenostavljeni, kot na primer pri ostalih delih. Tako da recimo vidimo tukaj nekoliko stilizirano vinsko trto, ampak gre na nek način nedvomno vinsko trto, ker so recimo jagode v takšnih skupkih, ampak vidimo, da precej stiliziranih od realnih grozdov, tudi list je nekoliko, bom rekla, malo poenostavljena, ampak nekako silhueta še vedno daje obliko samega lista vinske trte. No, tukaj gre očitno za eno rožnico, pri čemer so potem večer, ko so brskala in po spominu, katero sadno drevo, bi lahko takole izgledalo, je recimo prva misel bila češnja, ker sami vidite so okrogle, plodovi so gladki, in pa listi nekoliko podolgasti. No in če recimo gremo na naslednjo, no in potem sem naletela na nov problem, zelo podobna silhueta rastlinske vrste, listi z malo bolj poudarjenimi žilami in pa plodovi, ki očitno niso gladki, so nekako, da bi bili razbrazdani, ampak zopet nekaj podobnega, z visečimi okroglastimi plodovi. No in nekako so prišli do ideje, da bi lahko šlo tudi za jagodičnico. Jagodičnica je primorska, sredozemska vrsta, bila je že takrat znana in pa tudi uživa se lahko. Plodovi so užitni. No in pa tlele recimo ta drobnica, se pravi češnja vrsta, naravno prisotna, niti kultivar, ki še nekako bolj tako zgleda naravno, nekoliko redkeje razračeni plodovi, kot recimo pri naših kultivarjih. Tako da lahko bi šlo recimo za te dve vrsti. Poznal je verjetno obe, videl jih je in je recimo naredil to kombinacijo. No in zdaj, če nekako povzamemo, kaj sva ugotovila v sami viteški dvorani, torej zelo jasno so res izražene naslikane girlande s plodovi, pri čemer verjetno zaradi tega, ker je res želel ponazoriti to obilje, plodnost, rodovitnost, ki nekako recimo ravno sovpada s to kratno razstavo o zemlji, zemlja rodi, zemlja daje plodove in na ta način smo odvisni od zemlje. No, skupno smo recimo nekako uspela prepoznati od 30 do 37 rastlinskih vrst, zakaj ta razmak, ravno zaradi tega, kot smo videli med predavanjem, gre ponekod za špekulacije, da bi lahko bila vrst oziroma kak najbližje, ponekod gre pa za popolnoma jasno, kaj je recimo želel naslikati oziroma kar je naslikan. In pa zelo zanimivo se nam je zdelo ravno to, ker je kombiniral, to, kar je videl iz domačega okolja, mi temu rečemo v biologiji mladostniško vtisnjenje, ki ponazarja to, da tam, kjer se recimo otrok rodi in se prvič seznani s tistim okoljem, to se vtisne v spomin, v možgane, ker je to ključno za preživeti. Če gledamo z živalskega vidika, žival potem vedno poišče takšno okolje, v katerem se je rodila, zato da lahko preživi, ker je pač optimalno prilagojena na določeno okolje in ker smo ljudje, mogoče samo majčkim bolj napredne živali, funkcioniramo enako. Nekako si vedno, tudi če se preselimo sami mesti, si poskušamo ustvariti takšno okolje, kot tam, kjer smo preživeli mladost. Ko je tudi nekako vnesel v to svojo stvaritev, pri čemer pa je še vsem dodal okolje študija, se pravi Italije, in pa tega, kar se je učil recimo v slikarskih šolah in kar je verjetno tudi povzel ostalih slikarjev. Tudi samo motivika, ki je uporabil, ki je bila takrat znana, 4 elementi, potem razni takšni prizori mitološki, to je nekako bilo takrat moda, in je seveda to okolje iz te mitologije vpletal v to, kar je on poznal. Zato vidimo te kontraste, palma in pa macesa na eni strani. In pa seveda, da je sama pokrajina bila nekako nejasno naslikana, ampak verjetno res predvsem zaradi tega, ker predstavlja neko kuliso. Ni bil poudarek na tem, katera drevesa so, ampak pač da so, da je ozadje, da je nekako motiv, ki ga je želel predstaviti, ki stopa iz tega ozadja. Se pa kljub temu pozna, da je na nek način, na katera drevesa pa so tako jasno
da so recimo vse prepoznavno. Verjetno, ker jih je dobro poznal, se spomnil in jih pač želel nekako vključiti v to svojo stvaritev. Tako da to je nekako pomekla ta povzetek, ki so ga recimo opazila pri sami pri analizi slikarja, spravi fresk v dvorani. Delo je bilo zelo zanimivo, marsikaj sem se sama naučila in pa nekako osvetli tisti čas in pa mogoče na nek način njegovo razmišljanje, kako se je lotil dela, vsekakor je pa delo veličastno in lahko rečem v imenu obeh, da sva tudi vesela, da ste navodovali k temu, da je bil to nek tak izziv, ki upam, da sva ga nekako rešila. Seveda, da bi se dalo še marsikaj. Tako da hvala za pozornost, pa če imate bilo kakšno vprašanje za veselje, sicer bomo pa tudi šli pogledati, a ne direktno v dvorano, ki se še tam lahko mečkaj pogledati. Da ne bom slučajno pozabila, z Botaničnim vrtom nas povezuje tudi letošnja 100-letnica Alenke Gerlovič. To sem na začetku pozabila povedati. Mi smo z njenimi deli, ki jih je ustvarila v Botaničnem vrtu, gostovali prav pri vas leta 2017 in smo hvaležni, da smo lahko, vi ste bili veliki prijatelji naše donatorke, naše prijateljice našega muzeja Alenke Gerlovič, Brežičanke. Tako da to, zdaj pa če je kakšno vprašanje, sliko naše videške skozi vajno raziskavo, vama potem za kakšno pomirjenje živcev podarimo to sestavljanko, eno skupno, vsakemu pa tudi ta zvezek s to lepo podobo Evrope, ki sem nisem vedela, da je boste izpostavila, se tako pa sta dva. Tako da res velika hvala. Jaz sem tako uživala in požirala za to vajno znanje in to je zdaj odlično, ker bom ponovno v to našo dvorano gledala čisto drugače in res hvala lepa. Nalogo, da nas peljete v Viteško dvorano, zelo želite kratko, da se to malo date v prostor, nekaj ste videli podrobnosti, potem pa se